Če hočeš v tej Tesli vklopiti brisalce, moraš narediti, a veš kva? Evo nas, dober dan. Nič, da grem jaz malo posnet. Tole bo zanimivo. A imaš pri sebi, pa lahko odpreš? Ok, kam? Kam? Za začetek, moje izkušnje z znamko Tesla so zelo omejene. Jaz sem pravzaprav peljal do zdaj samo enega S-a, že par let nazaj, pa še tisti bil že takrat, dajmo reči, malo star, tisti pred prenovo. In se mi zdi, da ko sem se usedel v to trojko, sem jaz s Teslo, generalno gledano, začel povsem znova. Fajn mi je to, zato ker sem se kupenih stvari ponovno naučil, pa tudi zato, ker sem se moral prilagoditi drugačnemu, zelo specifičnemu načinu upravljanja vseh stvari, ki niso povezani direktno z vožnjo, pa še tam je kupenih reči, ki rečeš, a ja, se res. Teslam se zelo močno vidi, da so šli avte delati z nule. Da so imeli na nek način prazen list papirja, pa so rekli, kako bi pa mi to naredili? Oni peljajo čisto svojo zgodbo. To je načeloma dobro, zato ker obstaja kup rešitev, ki sam debel gledaš pa rečeš, ja, sem res. Zakaj pa ni to drugod tako? Dober primer je recimo površina, ki je namenjena brezžičnemu polnjenju telefona. Gre za zelo lahko dostopno površino, katera je zanimiva ali pa priročna lastnost je to, da je nagnjena. In ker je nagnjena v nasprotju s praktično vsemi ostalimi, ki so vedno horizontalne, potem tudi, ko telefon sam postaviš, vedno vidiš na zaslon. Mislim, simple fora, ki pa nikjer drugje ne srečaš. Pogosto je celo tako, da so te površine namenjene polnjenju telefona nekje skrite ali pa pač mogoče težje dostopne. Tukaj pa ne. Pa tudi sicer je stopnja uporabnosti te kabine precej velika. Ogromen predal tukaj, pa ogromen predal pod naslonom za roko, to je neka slikica, ki mi jo je Ava narisala. Glavno prostora je res veliko. Ampak pojmo najprej k osnovi. Trojka je razmeroma kompakten električen avto s 5 vrati. Ko pride do pogonskega sklopa, si moraš pravzaprav zapomniti samo eno reč. Tukaj gor piše dual motor, zato ker sta elektromotorja dva. Eden je integriran v zadnjo in eden v sprednjo os. Skupna zmogljivost 441 konjev pa ogromen enega navora. Pospešek do 104,4 sekunde, zmogljivost baterije pa 77 kWh. Kaj to pomeni za doseg? Dajmo reči, da če voziš približno normalno v poletnih mesecih, tam je 450, mogoče 460 km po zimpa, in to je problem vseh električnih avtomobilov, je pa ta doseg manjši oziroma skromnejši, pa dajmo reči tam je 380-400 km. Pa še ena stvar, kar se dosega tiče. Prosim lepo, več med vami vas je, ki s tem avtom ali živite ali imate pa več izkušenj z njim. Jaz sem imel tak hektičen teden, da sem to Teslo uporabljal sem pa tja in nikoli nisem uspel narediti enega tazga res dobrega vzorca ali umirjene ali pa avtocestne vožnje. Zato te prosim, napiši v komentar, koliko se pa tebi zdi, da je po tvojih izkušnjah nek realen doseg. Thanks. Če imaš kje v bližini Tesline supercharge polnilnice ali pa kakšne druge res hitre, pa si 1, 2, 3 konc, ker pač včeraj sem recimo filo, začel se je tam 138-140 kW, s časoma, ko se baterija polni, tudi hitrost polnjenja pada. Predvsem pa ti v tem času, ko ti polniš, če nimaš nekih svojih opravkov za narediti, tudi avto sam od sebe ponuja neke načine, kako si lahko krajšaš čas. Dobro, pa tudi ogromno ljudi me je do zdaj že vprašalo, od kod je tale trojka prišla, kje sem jo dobil na test. Velika verjetnost je, da si že kdaj slišal Avant to go, z dvojko se napiše. Dajmo reči, da oni na nek način ponujajo električno mobilnost brez dejanskega lastništva avtomobila. V bistvu gre za en tak, in to je treba kar poudariti, zelo enostaven način souporabe vozil. Car sharing, no? Predvsem pa, in se mi zdi, da to moram poudariti, koncept in tudi dejanska uporaba praksa so tako zelo preprosta, da bolj simpel po moje že skoraj ne more biti. Pa najbolj znani so predvsem tukaj na področju Ljubljane, v Mariboru jih tudi najdeš, pa v Murski, Minggrede. Registriraš se 1, 2, 3, vozil imajo maljavžent, ampak dajmo tako reči, če nič ne veš, je bistvenih samo par podatkov. Prvič, da se preklopiš, res nastane veliko, mislim, da niti 20 €. Plačaš toliko, kar voziš. Kup je enih avtomobilov, ki so na voljo, tudi manjši, taki, bolj bom rekel, mestno orientirani, kot so Smarti, Fortu, Forfor, kakšen BMW se vmes najde, pa še kupenih drugih avtomobilov, Renault Zoe, recimo. Ok, zdaj pa k avtomobilu. Osnovne stvari o pogonu, o dosegih in tako naprej sem že povedal. Bolj pomembna se mi zdi praksa, predvsem pa ta drugačen način, ki ga ta pa tudi druge Tesle ponujajo, tako da po mojem najboljš, da pejmo raje v kabino.
To je tudi tista stvar, veš, ko folk prvič vidi trojko, najprej začne tako še šipe kukati. Kako je noter? Mimogrede, ta vlog bo v večini od zdaj naprej posnet prav v kabini in to z razlogom, ker je toliko enih stvari, ki bi vam rad pokazal pa razložil. Ta prva stvar, ta avto klasičnega ključa nima. Ma pa recimo kartico, predvsem pa lastniki, tako mi pravijo, se običajno takoj usmerijo kar na telefon in telefon je potem vse, kar ti potrebuješ, da upravljaš oziroma odklepaš avto in urejaš še nekatere druge stvari. Že tukaj je malo spremembe v primerjavi s klasičnimi avtomobili. Drži? In ko potem enkrat prideš v to kabino, te sreča ne samo velika, ampak kar ogromen enega minimalizma. Kot vsi pravijo, ne, Tesla je pravzaprav narejena okrog zaslona in to drži. Moram pa reči, kakšen feeling ti dobiš, ko se usedeš sem noter. A veš, 100+ let avtomobilskega razvoja, kolikor se trudiš, vse ne moreš kar tako na hitro nadoknaditi. Načeloma je feeling dober, pa začneš šlatati vse skupaj, ko greš dlje od videza, pa ugotoviš, da ene stvari vse niso, kakor so mogoče pri kakšnih premijskih znamkah. To absolutno drži. Da mi je sicer sama oblika kabine, pa kakšen feeling ti dobiš, ko se usedeš sem noter, to je pa zelo dobro. Glej, ti bom zdaj pokazal, pa gremo po vrsti. Poglej, tole je kokpit, torej zelo osnovno ali pa dajmo reči preprosta oblika armaturne plošče, pri kateri, kot sem rekel, izstopa zaslon. Tudi za volan moram reči, da zelo lepo sede v roko, da je razmeroma majhen. Tudi na volanu ne boš najdel kupice enih stikal, pravzaprav imamo samo dva okrogla vrtljiva gumba, pa tale zadeva ne gre samo gor pa dol, vidiš dve puščici. S tem stikalom pravzaprav upravljaš tudi oddaljenost avtomobila, vidiš, kaj se tukaj na zaslonu dogaja, oziroma trojke v primerjavi z vozilom, ki je spredaj. Vidiš tisto grafiko, ki se prilagaja? Prideš v to kabino, je občutek raven zaradi tega minimalizma precej, hočeš nočeš, osvežujoč, kljub velikemu zaslonu tukaj pred mano. Seveda drži tudi to, da marsikoga klasični gumbi pomirijo in na nek način doživiš ene vrste šok, ko se sem noter usedeš. Čakaj, kako vse na zaslonu? No, to ti bom pa zdaj pokazal. Kaj vse je tukaj? Tukaj not je vse. In s tem, ker rečem vse, s tem hočem zajeti tudi vse tiste stvari, ki pa niso posrečene in so raven zaradi tega zaslona čisto nepotrebno zakomplicirane. Pa dajmo začeti kar z levim delom zaslona, kjer v tem trenutku vidiš avto. Takole recimo lahko odprem ali zaprem prtljažnik, kar je tudi lepo grafično pokazano. Lahko ga odklenem ali zaklenem. Potem lahko preveriš tudi razne druge stvari, recimo od zadnjega zagona traja 4 minute, pa preveriš, kakšen je tlak v gumah. Potem se bomo lotili tele menijske vrstice tukaj spodaj, ampak v osnovi gre za to, da tukaj nastavljaš vse, kar je povezano s klimo. Ampak je zelo preprosto, moram priznati, ne rabiš biti ful natančen pa takole tipkati, veš, ker to bi vzeli preveč pozornosti voznika. Dovolj je, da prst postaviš sem in potem furaš gor dol po celem zaslonu, pa bo to klima dojela. Razumeš, ne rabiš biti fejst natančen, da nastaviš temperaturo. Vidiš, to je že fajn. Prva stvar na opravilni vrstici, ikona avtomobila oziroma Tesle. Tukaj gre za neke elemente upravljanja, ki so osnovni povezani z avtomobilom. Recimo nastavljanje ogledal. Stisneš, se odločiš, katerega želiš nastaviti, levo ali desno, in potem s tistim stikalom na volanu urediš vse, kar pač želiš, ko si v točno tem meniju. Podobno recimo velja za volan, spet uporabiš, poglej, tole stikalo. A je malo drugače, ne? Ok, pojmo naprej. Vse se mi zdi, da vas to zanima, ne? Načini prikaza zaslona, nočni način, avtomatski način, nočni način se vidi, si je temnejši, svetlost rihtaš, potem pridemo pa do tega zavihka, ki se imenuje pa vožnja. Tukaj seveda nastavljaš vse, kar je po mojem mnenju zelo pomembno za celotno izkušnjo, ker recimo pri pospešku imaš dva načina. Chill, easy. Pa standarden način, to sem po nesreč predstavil, ko ga vklopiš takole in v tem primeru moram reči, da jaz sem 90% časa vozil v chill. Zato, ker se mi zdi, da je avto v standard malo nervozen. Prehiter skoč, 441 konjev, to ni mali. In večino časa sem vozil umirjeno, pa se mi je potem to zdelo povsem nepotrebno. Lahko nastaviš način krmiljenja, način ustavljanja in tako naprej. Potem imamo tukaj nastavitve povezane s tako imenovanim avtopilotom, ker to zares ni, se to vemo. Hočem samo, da ti je jasen, da ne gre za povsem samodejno vožnjo, da avtonomnost tukaj prije do neke meje, pa še vedno ti kontroliraš dogajanje. Ne? Lahko mu tudi poveš, koliko mu ti dovoliš, da odstopa od nekih predpisanih omejitev, ne vem, v tem trenutku za 13%. Naslednji zavihek je povezan z muziko, tukaj imaš en del Spotifyja, ki je prosto dostopen in lahko zbiraš, mislim, po izvajalcih, po seznamih, po žanrih, po albumih in tako naprej. Jaz moram priznati, da ne vem, s čim natančno je to povezan v smislu, kaj imaš, kaj nimaš in tako naprej. Avant to go, prosim lepo, prepričan sem, da gledate tale vlog. Če bo kakšno vprašanje, dajte se še vi oglasiti, ker jaz sem tukaj še vedno precej frišen in nekaterih stvari preprosto ne vem,
zato pometoval ne bom. Pejmo naprej. Naslednji zavihek kamere, kjer lahko zbiraš, katero kamero boš ti v enem trenutku gledal, vidiš, lahko gledaš na vse strani vozila, ima pa ta način eno zelo zanimivo lastnost. Kamere v avtih niso nič novega, ampak pri vseh ostalih avtomobilih se te kamere potem prej ali slej izklopijo, to je nek varnosten element, da ti med vožnjo ne buleš v zaslon, s čimer se jaz absolutno strinjam. Tukaj pa, če želiš, imaš lahko vse kamere ves čas vklopljene, če je mogoče kakšen bolnik za tabo, ki se ti prelep na guzico, ne. Ampak jaz tega na nek način ne odobravam, ker oči veš, kje mora biti na cesti in nikjer drugi. Ja, vem, zanima te, kako to izgleda v praksi. Dajmo pogledati. Na levi strani zaslona pa bod pozoren, se bojo zdaj izrisale črte, zato ker avto v vsakem trenutku gleda na 160 metrov okrog sebe. Še količke, ki so postavljene na tleh, prepozna. Zdaj pa pejmo zapeljati po tej dvopasovnici, tukaj na sredini in vidiš, ves čas lahko gledaš, kaj se dogaja zadaj, pa tudi ob straneh, levo, desno, vidiš, avto je zelo bister, spremlja ali pa dajmo reči, vid skoraj vse. In zdaj mene začne zanimati, kako pa zgleda, ko gremo slalom. A bo uspel zrisati vse količke, ki bojo zelo hitro mimo leteli. A veš, zanima me, če bo Folgu vse skupaj natančno risati. Ko vse skupaj se dogaja zelo hitro in tudi njegov zorni kot se glede na količek ves čas spreminja. In zdaj, če smo že pri dinamični vožnji, se dajmo lotiti še komentarja točno tega. Trojka je avto, ki podpira dinamično vožnjo, ampak le v določenem obsegu. Ne me narobe razume. Avto leti kasneje, taskira. Zelo hiter je. Pa tudi nastavitev podvozja je taka, da bi v osnovi morala ustrezati dinamičnim voznikom. Zadek se mi zdi precej hiter, rata lahek, ker da vozniku, ki približno ve, kaj dela, dober občutek. Ampak, ko pa pridemo na mejo, na tisto vožnjo, ki je zares športna, no takrat pa ti ugotoviš, da so inženirji, ki so jo skupaj sestavili, razmišljali tudi o tem, da ne moreš kar v vsakem trenutku gas pohoditi, pa bomo pa že videli, kaj bo. Mora biti avto približen vsaj malo naravnost usmerjen, ker če ti v ovinku pohodiš na polno, bi te samo izstrelil v te prve maline ali pa koruzo. Če temu dodaš še v res hitrih zavojih malo prekomernega nagibanja karoserije, pa malo premalo povraten volan, pridemo do zaključka, da dinamična ja, izredno športna, to pa tudi približen ne. Vse to je avto, ki vemo, v kakšnem scenariju se bo vsak dan znajdel. Pretežno urbana, umirjena vožnja, pa vsake toliko časa kakšen šus naravnost, da malo pokažeš, koliko zares gre. Pa mogoče sam še en fun fact, ki je povezan predvsem s platišči, ali pa dajmo reči radkapam, ker tole so radkape. A veš, v resnici je tako, da ima tale trojka dosti hude litke, ampak se jih ne vidi. Razlog pa je, in to so mi na Avant2Go povedali, da tele radkape uspejo doseg podaljšati za 50 km zaradi bolj učinkovitega vrtinčenja zraka, ko se avto vozi. Jaz moram priznati, da malo dvomim, da se doseg poveča za 50 km. Verjamem pa, da je avto s temi radkapami seveda malo bolj varčen. Zdaj pa ti pokažem, kaj je tukaj spodaj. Spodaj so pa pravzaprav ful hude litke, moram reči, da avto zelo dobro z njimi izgleda. Dober, manjka tista kapca na sredini, ne, pa niso najbolj čiste, ampak a veš, kaj hočem reči? Ok, zdaj dam pa jaz tole nazaj, gremo pa mi naprej. 1, 2, 3. Samo roke si fest umažeš. Mogoče dajmo obdelati kar še prostor, v tem trenutku gledaš zadnji prtljažnik, ne pozab, Tesla 3 ima 2, skupna prostornina obeh mislim, da je okrog 550 pa 540 litrov. Ja, odprtina je razmeroma ozka, ampak meni se zdi, da je prostora tukaj noter vseeno kar velik, mislim, da je švoh 400 litrov. Spredi pa, kakor vidiš, bolj za ozorc, nekaj prostora je, toliko o tem. Mogoče še na hitro besedo o varnosti, ki pride do držanja avtomobila med pasovi, tukaj ni vprašanje, avto to obvlada. Tudi pasivna varnost je na zelo visokem nivoju, 5 varnostnih zvezdic. No, zdaj pa spet tale model. Pa se dajmo lotiti, dobro, pri polnjenju je vse jasno, ali v tem trenutku vmes še za 130 range, lahko načrtuješ polnjenje, kdaj pa kako, seveda lahko 1, 2, 3 najdeš tudi vse polnilnice, ki so blizu. Drugače pa, ko odpreš navigacijo, pa če malo odzumiraš, zelo hitro vidiš ali ugotoviš, kje vse so te Teslini superchargerji in tisti, ki so obarvani rdeče, v tem trenutku sicer samo 3, ker imam precej prazno baterijo, tiste lahko dosežem s stanjem baterije, ki mi je na voljo v tem trenutku. To se pravi Maribor ali pa Ljubljano. In če bi bila baterija polna ali pa dajmo reči bolj polna, bi bilo teh rdečih polnilnic seveda bistveno več. V bistvu celotna izkušnja povezana s polnjenjem, z vožnjo, z življenjem s tem avtomobilom, vsaj zame do zdaj zelo pozitivna, kljub temu, da je par stvari, ki pa stari popizdevam, no, ko ne ti reče. Dve, ki sta tako, to bi bilo lahko bolj simpel in bi bilo boljš, ampak ker ste se tako odločili, morate malo zakomplicirati. Če hočeš v tej Tesli vklopati brisalce,
moraš narediti, veš ko? Če imaš na avto, je še nekako ok, bog ne daj pa, da imaš izklopljen, pa moraš pa vedno priti sem, pa vklopiti, pa dati na avto ali pa zbrati hitrost. Ali pa ta še boljša. Recimo, da bi nekaj rad iz predala vzel, veš, pa pol ni gumba, moraš spet sem in moraš tole pritisniti. A vidiš? Pa sej stari, sej ok, če si v tem trenutku v tem meniju, da imaš na voljo te hitre upravljalne elemente za te najbolj osnovne reči, ampak a veš, kaj pa če nisi, no? Glavna mene stvari bi lahko stare klasične. Si ne bi folk nič manj o tem avtu mislil, se mi zdi. A? Kaj pa ti misliš? Moram pa Teslo pohvaliti, da je ta avto opremljen tudi z nekaterimi zanimivimi rešitvami, povezanimi tudi z vsakdanjem življenjem, katerega del je tudi polnjenje. Pot je pa malo dolg čas, pa imaš mogoče še enega mulca v avtu, recimo, no pa se lotiš pa tega. Tlele imaš tudi zavihek ali zabava ali pa igrače, ne, dajmo reči tole, naprimer. Ok, zdaj pridemo seveda do tistih famoznih prcev, ki ga lahko komu podtakneš. Recimo, je bil hiter pa kratek, mogoče so malo moker. To je bil Falcon Heavy. Pa naključen. To sem bil jaz. Ne, se nisem bil. A veš, kupenih reči lahko zganjaš, če ti je mogoče malo dolg čas. Zabavaš se lahko recimo tudi z vožnjo po površju Marsa, pa si odpreš skicirko, pa lahko malo na ta način krajšaš svoj čas. Kaj pa je tole? Aha. Imaš pa pol tudi igrice, za mulčke tudi, pa lahko recimo med vožnjo dejansko uporabljaš tudi volan. Opa, čak sem malo. Zelo miren moraš biti z volanom, vidim. No, se ene stvari so, to moram priznati, precej dobro premišljene in na nek način, kot sem že prej rekel, osvežujoče. Avto je osredotočen okrog tega zaslona in s tem, kot jaz zdaj vidim po parih dneh, ni čist nič narobe. Sploh, če si nagnil v to smer, da ti je to všeč. In grede še ena stvar, ki se mi ne zdi najbolj praktična, vem, da dobro zgleda, pa ko se enkrat navadaš, je še kar ok, ampak kljuke, vidiš kakšne so in pol odpreš jo, tako da prideš pa pritisneš pa zagrabaš. Pri klasičnih kljukah je tako, da sam zagrabaš, tukaj moraš pa dve stvari narediti, pa moram reči, da najbolj všeč mi pa vse ni. Je nič? A je to, kar se tiče trojke? Kdor s tem avtomobilom še ni imel stika ali si je pa želel samo malo vedeti, zakaj približno gre, zdaj veš. Dizajn, to se boste že sami zmenili, ja ali pa ne. V drugo vrsto se recimo še nisem usedel. Mimogrede, a vidiš, koliko ene šipe je nad glavo. Tudi včeraj smo snemali, je bilo zelo vroče zunaj, 30+ stopinj, ampak ja, veš, izolacija je precej učinkovita, pa je vse skupaj še kar ok. Tudi tukaj zadaj veliko stvari ni. Če ena reč, ne, ker greš ven iz avtomobila, tudi ni klasične kljuke, vedno in v vsakem primeru in na vsakem sedežu pritisneš gumb, da ven prideš. A ga vidiš in pa odpreš takole. In vse skupaj deluje super, moram priznati, nimam pomislekov. Nad udobjem tukaj zadaj tudi približno nisem navdušen, zato ker so baterije v podnji, je tudi kot mojih nog precej, rekel, neugoden za daljše poti. Jaz mislim, da to kar drži, pa jaz imam kratke noge, a veš, nekdo, ki ima daljše, ima pol tukaj gor kolena, to pa tudi ni ok. Ampak ne bom sodil, če si tukaj zadaj preživel več časa, mogoče na kakšni daljši poti, povej mi, kako si se počutil. Ok, zdaj pa mislim, da sem se lotil vseh pomembnejših aspektov tega avtomobila in čas je, da zaključim tale vlog. Rad bi se sam še enkrat zahvalil Avant2Go, zato da ste bili pripravljeni avto meni za nekaj časa posoditi, da sem ga spoznal malo bolj intimno, ker sem si to res želel. In to mi pomaga tudi potem, ko ocenjujem druge avtomobile. Nač folk, to je to, lepo se imejte, kakršnokoli vprašanje imate, prosim lepo oglasite se v komentarjih. Če kaj nisem prav povedal, ravno tako dobrodošlo, zato ker več nas je, pa pol več vsi skupaj vemo. A ni tako? Lepo se imej. Ajde.